Rekli ste, da bo Slovenska akademija znanosti in umetnosti poskušala uvesti novo vzgojo že v vrtcih in šolah. Kako naj bi potekala? In ali mislite, da bo učinkovita tudi pri tistih otrocih, pri katerih doma ne bo pravih vrednot in vzgoje? Ja, mi smo na začetku s tem projektom in moram reči, da glavna misel, ki je za tem, je opažanje iz nevrobiologije razvoja otroških možganov. Namreč tukaj je prišlo do nekaj prav dramatičnih spoznanj. Kaj pomeni čas? Veste, pa bom najprej začel s tem, ko je s poskusom, v katerem so novorojenim muckam sešili veke na očeh. Ampak samo za 14 dni, za 2 tedna. Potem so pobrali te šive in živalce so imele popolnoma zdrave oči, ampak so bile slepe in so slepe ostale vse življenje. Samo zato, ker ni prišlo do nobenih stimulacij iz okolja v tistih ključnih 2 tednih. Potem so samo na eni strani to napravili in pogledali, kaj se je zgodilo v možganih. In so ugotovili, da je v 4. nevronu vidne proge, to je geniculokalkarina pod, tam, kjer bi moral biti na koncu nevrona, eno bogato vejevje s 10.000 sinaps, ki bi imele stik z nevroni skorje, vidne skorje. Tega ni bilo. To so bile samo nekaj revnih vejc, ki niso imele z ničemer kontakta. In nekaj časa potem je tudi nevron izginil, propadel. In potem, če so pogledali, kaj se je zgodilo z nevroni skorje, so videli, da je tam defekt. Torej, to je bilo zelo pretresljivo odkritje. Ampak potem so videli, da to ni nobena izjema. Se opravičujem, a zdaj to boš? Ja. No, videli so, da je praktično za vsako novo pridobljeno lastnost, sposobnost višje živčne dejavnosti je neko kritično časovno okno. Če pridete prezgodaj z učečo lekcijo, ne boste opravili ničesar. In če pridete prepozno, ko je okno že zaprto, boste opravili zelo malo. Pri teh muckah je, če so jim zaprli oči pozneje po 3 tednih življenja, ni bilo nobenega slabega učinka, nič se ni zgodilo. No, ampak poglejte, potem se je ugotovilo, da isto velja za otroke, za človeka. V 40 letih je bil v New Yorku nekdo, ki je gledal otroke v 2 vrtcih. Eden je bil vrtec za najdenčke, drugi je bil pa vrtec ob ženskem zaporu. To so bili torej otroci tistih žensk, ki so bile zaprte. No, te so smele vsak dan po nekaj ur prebiti s temi otroki in so jih obsipale z ljubeznijo. To so bili majčkeni dojenčki in ti so se potem lepo, normalno razvijali. Vrtec
najdenčkov je bil pa čisto drugačen. Tam pa je ena sestra skrbela za veliko posteljic in te gospe so kmalu ugotovile, da so otroci veliko bolj mirni, če zagrnejo ograje, ograjice postelj z belimi rjuhami, če so stropi prebarvani belo, stene prebarvane belo. No, ti otroci so bili res mirni, ampak se niso razvijali. Pri 3 letih je malo kdo govoril, skoraj nobeden od otrok ni hodil, bili so neodporni proti infekcijam. Na drugi strani, v eni drugi ustanovi je bilo pa popolnoma drugače, so vsi uporabljali po več 100 besed in govorili v stavkih. No, to je bila eno tako opažanje. Potem je bilo zelo klasično, malo pozneje so študirali otroke, ki so izbirali iz črnskih družin, afroameriške družine v Harlemu, v New Yorku. To je bilo okoli 170 otrok, če se prav spomnim. Polovici so omogočili šolanje v vrtcu, oziroma predšolsko vzgojo v vrtcu. Dober vrtec, druga polovica pa ni imela nič kot vsi ostali otroci v tisti dobi, v tem okolišu. No in potem so te otroke in pozneje odrasle spremljali 40 let. In so ugotovili, da je med temi, ki so imeli vrtec, je bilo veliko manj kriminala, zaslužili so veliko več, veliko več jih je končalo srednjo šolo, no in med njimi je bilo več kot 2-krat toliko otrok z normalno inteligentnostjo, kot v ostali skupini. 2-krat več. Kar pomeni, da je dober vrtec prispeval k inteligentnosti. No, potem so naredili seveda še sjajne študije pozneje in so v Michiganu imeli eno veliko raziskavo, kjer so primerjali otroke iz dobrih vrtcev in iz slabših vrtcev. Dobri so bili tisti, kjer so bile majhne skupine, 13 do 15 otrok v eni, one druge so bile pa okoli 21 do 25, nekaj takega, 23. In v prvi vrtcih so bile tudi boljše vzgojiteljice. No in pokazalo se je, da so ti otroci iz dobrih vrtcev briljirali, ko so prišli v osnovno šolo. Ampak kaj se je potem zgodilo? Potem pa kar na lepem so razlike začenjale izginjati in nekaj let pozneje ni bilo nobene razlike več. In to je bilo veliko razočaranje. Ampak potem so se pa pred 2 letoma spomnili, ta študija je tekla tam v 80-ih letih, pred 2 letoma so pa pogledali te iste otroke, ki so zdaj seveda bili stari čez 30 let in so ugotovili ponovno velike razlike. Ti so bili mnogo bolj izobraženi, bolj inteligentni, lepšega vedenja, manj je bilo samohranilcev med njimi, investirali so v pokojnine za starost in tako naprej. Torej, popolnoma drugačna slika spet. No, tako, zdaj to je še nekaj plače, seveda Amerikanci na to gledajo, zračunali so, da je ena vzgojiteljica svoji skupini prislužila približno $230,000 v obliki večjih plač. In so rekli, ta denar je pravzaprav treba dati za tem vzgojiteljcem.
Seveda to ni šlo, ampak so pa vseeno takoj sklenili, da bodo dobre vzgojiteljice bolje plačali in jih bodo tudi bolj slabe pa bodo poskušali zamenjati. No, torej, ne vem, če so to vse naredili, ampak to je bila seveda ena zelo dobra lekcija, ne, da je mogoče z eno dobro predšolsko vzgojo veliko storiti. No, ampak zdaj je seveda tukaj še vprašanje vrednot, ne, in tudi v tem oziru so bile razlike. Ti, ki so šli skozi dobro predšolsko vzgojo, so bili pozneje ljudje višjih etičnih standardov. Seveda so pa tudi že veliko bolj preproste stvari. Mogoče ste slišali, pred nedavno je prišlo celo v slovenske medije novica, da če imate dojenčka, ki je star do 8 mesecev in se ob njem pogovarjajo ljudje v recimo slovenščini, angleščini, japonščini, ne, bo ta otrok, čeprav ne bo se učil teh jezikov še, ne, bo pozneje postal, bo teh jezikov igraje naučil in sicer tako kot native speaker, rojeni govorec teh jezikov. Ne, bo govoril japonščino brez tujega naglasa, obenem slovenščino brez tujega naglasa in angleščino brez tujega naglasa. No, že dolgo je pa znano, da ne morete naučiti otroka perfektno tujega jezika po 7. letu starosti, po 8. letu starosti, kvečemu mogoče takega, ki je genij, sjajno nadarjen za to. In to smo davno že govorili ministrom za šolstvo, ker to je stara resnica, ne? Ampak dolgo se ni nič premaknilo. No, zdaj se je začelo premikati vseeno. Premalo in prepozno bi lahko rekli. No, ampak gre pa zdaj za etične vrednote. Če je otrok znotraj prvih 2 let živi v enem ljubečem stiku s starši, potem bo lahko razvil empatijo. Če se to ne bo zgodilo, ne, bo ostal, kot sem prej že povedal, moralni invalid. Ne, tega pozneje ni mogoče več pridobiti. Ta človek ne bo nikoli več razumel, zakaj je treba biti sočuten do koga, zakaj je prav, da komu pomagaš, če nimaš koristi pri tem. Zakaj je sploh treba se držati zakonov, če jih lahko pač ogoljufamo. No, to je torej že prvi 2 leti je treba paziti, da otrok ni prikrajšan za ljubezen. No, potem seveda so pa v naslednjih letih druge vrednote, ne, od tega, kako je treba biti solidaren, kako je treba spoštovati drugega, ne samo vzgojiteljice, učiteljice, ampak tudi drugega otroka. No, vse to se da naučiti in moram reči, da ko sem zdaj malo bolj se ukvarjal s tem, bi rad povedal nekaj, da so naši vrtci, slovenski vrtci, dobri. Ne bom rekel, da so vsi dobri, ampak kar sem videl, kar se pri nas dogaja, je dobro. In moram reči, da je še ena sjajna stvar, ki je mnogo boljša kot marsikje drugje po svetu, in to je dolžina porodniškega dopusta.
2 leti je sjajno. Ni sicer 3 leta, tako kot je, ne vem, na Češkem ali Slovaškem, ampak 2 leti je nekaj, kar je mnogo več kot kje druge. Bil sem v neki deželi, kjer je bil 3 tedne samo porodniški dopust. A zdaj samo še 1 leto. Se upravičujem. No, ampak to jaz mislim, da je potem res, ampak je pa možno podaljšati, ni tako. Vsaj to. No, jaz mislim, da to je nekaj, kar bo naše resno opozorilo vladi. Akademija ima nekaj vpliva, vsaj nekaj, upam, in vemo, o čem govorimo. Tako da imamo tukaj res podporo znanosti in to je tisto, kar šteje. Vprašali ste, kaj pa tisti, ki nimajo podpore doma. Ja, ti seveda so na slabem, ampak ni vse izgubljeno. No, in moram še to reči, celo ko je neko časovno okno zamujeno, obstaja še en mehanizem, ki je sicer drugačen, s katerim je možno, da možgani popravljajo tisto, kar je bilo zamujeno, zanemarjeno, izgubljeno ali pa celo poškodovano. No, to je na nesrečo veliko manj učinkovito, ampak je na vsak način vredno poskušanja. In to pa deluje prav do pozne starosti. To je tudi dobro, ne?